Sočno vprašanje. Kdaj smo izgubili nedolžnost? In danes odgovarjava na vsa vprašanja, ki ste nam jih zastavili, tudi če so malo neprijetne. Koliko zaslužite z YouTubeom? Hej ho! Dobrodošli nazaj na najnem kanalu. Z vami sva ponovno Alex in Cindy, oziroma Ponč pa Sonč. In danes imava en prav poseben video zate. Najna Ponč Sonč družina se je ful povečala in dosegla sva 1000 naročnikov. Bravo mi pa! Zdaj pa mislim, da je najprej čas, da nazdravva, a ne? Nazdravimo, ja. Šampanc! Šampanc! Penina, za tole posebno priložnost se spodob, da tudi eno posebno limited edition penino. Eno dobro, kvalitetno, Da ne? bom kar te prepustila. No, na zdravje. Na zdravje, činkolo binkolo. Činkolo binkolo. Glede na to, da se je naša družina toliko povečala, sem si tudi zaželela, da se mogoče majčkam bolj povežemo, majčkam bolj spoznamo, oziroma da vi majčkam bolj spoznate. Ja, in v ta namen sva vas na socialnih omrežjih ta teden prosila, da nama napišete razno vprašanja, ki vas zanimajo. In ja, ta video je v bistvu zato, da odgovoriva na vse te vaše vprašanja, ampak preden gremo pa na samo vprašanje, pa morava se vam še prav takole posebej zahvaliti. Res iskrena hvala čisto vsakemu izmed vas, ki naju spremljate, ki ste se naročili na najin kanal, s tem naju v bistvu res ful podprete in nama to zelo veliko pomeni. Ja, verjetno se ne zavedate v bistvu res, koliko gre nekega časa, energije, truda v ta kanal, v snemanje teh videov, in to je nekako ena taka edina stvar, poplačilo, da vidva veva tudi, da pravo stvar delava, in ja, vsak komentar, vsak like nama res veliko pomeni, tako da še enkrat, verjetno bo še 1000krat o tem videu, ampak v glavnem, naj vam gre tole v srce, res, hvala lepa, vi ste zaslužni za to, da sva tukaj, kjer sva. Zdaj pa že skrajni čas, da se lotimo vprašanj. Napisali ste nama jih ful veliko in video sva jih nekako razdelila na 4 segmente. Prvi je o nama, tako nasplošno, drugi je v bistvu o potovanjih, tretji je o YouTube kanalu in pa četrto razno. Ok, dost. Cindy, telefon v roke, pa začni brati vprašanje. Zdaj, ta prva kategorija, ta osebno, o nama, da se majčkam bolj spoznam. Prvo vprašanje, koliko sva stara? Oba sva stara 27 let, v bistvu sva 94-letnik. Tako. Naslednje vprašanje, kje živita? Živiva oba dva v Logatcu, sicer jaz sem originalno iz Tržiča, ja, vem, sem tudi veter ni dober, ja, vsakič to slišam, ampak sem se zaradi ljubezni preselil sem, a ne? Še eno vprašanje, Cindy, kdaj sva se spoznala? Spoznala sva se v bistvu v prvem letniku faksa, v prvi vrsti na predavanjih kemije. Na začetku sva bila par let sam prijatelja, pa se je pa to počas razvilo nekaj več. You crazy son of a bitch, you did. Kjela piflja je drugače v prvi vrsti, ja? Seveda, jaz priznam, jaz sem bila pridna. A ja, če kaj ga bolj natančen zanima, fakulteta za farmacijo sva bila oba. Naš krčev, v Ljubljani. Alex, zdaj sva pa vprašanja malo bolj taka sočna vprašanja. Teh se najbolj veselim. Kdaj sva izgubila nedolžnost? Cindy, kaj me to sprašuješ? Ne, sej sem čist chill. To je čist navaden nek, čist cool, čist v redu, nič mi ni naroden. Ja, jaz mislim pozno. Jaz sem bil čustveno zrel za to stvar, tako da jaz pri 18. Jaz sem bila pa stara 16 let. No, nismo še konc s temi le sočnimi. No, daj, vprašaj. A sva kdaj seksala na plaži? Ajoj, to si je mulj sprašal. Kaj ti odgovor? Bom, evo. Se pravi, sva, odgovor je ja, itak, valjda. Sicer je bila noč, pa tema, tako da naj jo ni ben videl. Joj, kaj bi še ta video, res? Ej, Ponč, tale isto dobro vprašanje. Zakaj še pri svojih letih nimata otrok? Vprašanje, ki mi ga postavljajo vsi starši, vse babice, vse tete. Jaz imam en lep odgovor na to vprašanje. Aha. Trenutno imava v življenju druge prioritete.
Ne, dobro, resnici na ljubom. V bistvu si oba dva želiva družine, oba dva si želiva imeti otrok, ampak se pa tudi strinjava, da za to mora biti prav čas. Mislim, da ko se sam počutiš pač pripravljenega za to, takrat je čas in je brez veze pač riniti v neko stvar. Če se oba dva še zmeraj daš na potovanjih, kakor da nekaj pestvamo, to je tako po domače. Selimo se na drugo kategorijo vprašanj, potovanja. In prvo vprašanje je, kam je bilo vajino prvo skupno potovanje? Ja, verjetno se večino mislim, da je bila najna prva taka skupna destinacija ZDA, pač ti nacionalni parki, pa to, ampak to ni res. Najna prvo v bistvu potovanje skupno je bilo v Rim, ampak tega verjetno ne veste, ker takrat še nisem vlogala, nisem kamor objavila. Ja, ampak v bistvu na tistem potovanju, en teden sva bila v Rimu, sva spoznala, da sva zelo kompatibilna za skup, da pač zelo rada skup potujeva in imava nek isti način potovanja, tako da sva pol rezervirala karte za Ameriko in v bistvu sva pol tam preživela en mesec. To je bil pa kar preskok, en teden na en mesec, dobro je. Najprej super sta in vaju z veseljem spremljam. Hvala. Vajina top destinacija, ki sta jo obiskala. Sem to vprašanje sem pa že zadnjič na radiju odgovarjal. V bistvu težko rečemo, da imamo neko eno najljubšo destinacijo, kamor sva šla, ker pač vsako potovanje ti da nekaj svojega, ne vem, ne da se opisati. Svoje doživetje. Nekaj svoje doživetje, ja. In tam sem dal zelo tak političen odgovor, ki pa je tudi resničen, kako pravijo, da prvega nikoli ne pozabiš, tako da to bi bil saj zame Amerika. Prvo daljše potovanje, prvo čezoceansko potovanje, pa še country glasbo imajo, tako da že ne moreš zgrešiti, pa lepo naravo. Pa še pomfri imajo, a ne polč. No pa pomfri, samo krompir mi daj, pa sem jaz srečen, ja. Evo, še nekaj ste zvedali. No, pa da še jaz kakšnega preberem. Kje sta doživela najbolj nenavadno izkušnjo in kaj je bilo to? Jaz bi rekla, da po mojem potovanju v Indiji, ko sem bila pač, to res moraš doživeti, da pač lahko verjameš. Pač jaz sem še blond in mene so gledali kar noro, pač božali so me, pač res sem bila glavna atrakcija tam v Indiji. In pa tudi mislim, to razlika med bogatim pa revnim, pač to dokler ne doživiš, si res ne znaš predstavljati. Tako da jaz bi to navedla, no. Skupno, ne vem. Dobar, zame najbolj nenavadna, no, mogoče najbolj neprijetna je bila tista situacija, ko sem se v zabaviščem v parku v ZDA zapela z eno črnsko družino, pa sem se zumofotran skoraj stepil. Na srečo na koncu ni bilo nič, no, ampak ja, to ali pa tiska me je na steku pes lovu po Mehiki, ta je bila tudi. To sta dve taki dogodka, no, ki sta me bile najbolj neprijetna, bom rekel, tako da ne vem, upam, da je to dober odgovor sama se. Potem pa sva dobila kar nekaj vprašanj z področja financ, ki se en z drugimi malo povezujejo, pa vam bom zdaj ene 3 prebrala. Se pravi, na primer, kako organizirata finance za skozi mesec, da se vse izide? Ali imata kakšen poseben način varčevanja denarja, namenjenega za potovanja? In kje sta zaposlena, da lahko dobita toliko dopusta in si toliko privoščita? Ja, zdaj, kje so zaposlena? Zdaj, midva so čisto običajna smrtnika, bi človek rekel. Ko pač oba dva imava redne službe, zdaj, če gledamo po uradni statistiki, imava podpovprečno slovensko plačo, pa tistih 20 dni dopusta na let, tako da niso neki in sploh. Ampak vse se da, če se hoče. Pač midva sva mnenja, da potovanja niso sploh toliko draga, kot bi si nekateri mislili. Oziroma mislila, da imajo nekateri res prepričanje še od naših staršev, ko so bila potovanja res draga. Recimo, danes dobite letalske karte za potovanja po Evropi že od 9 evrov naprej, tako da nekatera so celo od 2 evra naprej, tako da res ni neki drago. Tudi recimo prenočišča, obstaja Airbnb, Couchsurfing, pač lahko spite pri domačinih za neko nizko vsoto denarja ali pa celo za ston, tako da pač res se da poceni potovati. Seveda pa ja, če si hočeš privoščiti neko malo daljše, neko malo večje, neko malo bolj ekstravagantno potovanje, ja tisto pa je treba malo našparati. In midva imava nekako svojo strategijo za to.
Ja, v bistvu vsak mesec, takoj, ko dobiva plačo, dava nek delež plače takoj na stran, pač še preden karkoli zapravlja in tisti denar potem stoji na računu in se ga pač ne dotikava do naslednjega potovanja. Mečkaj samo discipline rabiš, ampak ja, edino na ta način dejansko ostane nek denar, ki je namenjen samo potovanju. Je pa seveda vse stvar prioritet, pač nama za potovanja res ni žal dati denarja, pač to je res eno tako doživetje, ki ti ga noben ne more vzeti. In pač jaz tudi mislim, da brez potovanj sploh ne vem, če bi lahko živela, to bi mi res kar veliko manjkalo, če bi mi en potovanje vzel. Je pa tako, pač, tudi kar se šparana tiče, se ni nujen, da dajete prav posebej denar na stran, lahko se špara tudi na druge načine. Čisto en tak banalen primer, recimo namesto da greš vsak dan na kavo, pred šihtom, med šihtom, pred faksom, kakorkoli pa že, recimo to je 1 evro. V enem mesecu je to 20 evrov, na let je to vsaj 200 evrov. Za 200 evrov greš lahko že kar na en let potovanje v neko evropsko prestolnico. Tako da te majhne stvari. Sem pa v bistvu dojela tudi iz vaših vprašanj, da te finance, kako v bistvu se nek budžet postavljati, kako našparati, kako poceni potovati. To so vse v bistvu vprašanja in teme, ki vas ful zanimajo. In sva rekla, ja nič, če jih pa toliko zanima, je pa dajva pripraviti take videe. Tako da na tej točki vam obljubljava, da v prihodnje prihajajo tudi videi posebej samo na temo financ in potovanj. Se pravi, kako poceni potovati in vse naprej. Tako da, če še nisi naročen na ta kanal, daj se naroč, ker bojo res super videi in samo če si naročen, ne moreš zgrešiti, ko bojo prišli ven. Pa še zastonje, pa čisto nič ne grize. No pa pežimo naprej. Kam bi rada še potovala? Ja, na cel svet, mislim, po celem svetu. Na moj bucket list je res cel svet. Ne, dobro, to je verjetno izhaja iz tega, v katero državo bi res rada še šla ali pa videla. Zdaj, tukaj se mi malo razlikujeva, jaz bi šel zelo rad na Japonsko recimo. Meni se zdi, da je Japonska totalno nora, pač, ker ima ta kontrast, v bistvu po svoje ful tradicionalna, pa vna podeželja, češnje, vse ful lepo, narava. Po drugi strani imaš pa te futuristična mesta, neke hotele s kapsulem za spad, pač čist noro. Pa dobro, no, mečkam tudi to, ker sem le, ne vem, 15 let treniral karate, imam črn pas in ja, izhaja iz Japonske in bi si hotel videti mogoče tudi kaj. Nadej se malo pohvali. Ja, ne če res tako, da. V glavno, zame je ena skrita želja Japonska in to je mečkam problem. Ja, moja želja je pa tudi kar dosti draga, no. Jaz bi pa v bistvu šla na road trip, predvsem na Novo Zelandijo, pa po možnosti še v Avstralijo. Tako, en kombi mi dajte, pa grem za cel let. A gremo zraven, jaz bi gremo. Katere kraje bi še enkrat obiskala? Vse. Pač vsakič, ko greva na neko destinacijo, ugotoviva, da imava tam premalo cajta in pogruntava še ful novih stvari, ki bi si jih res želela videti. Tako da vse. Ampak dobro, eno se mora zbrati. Okay, če se moramo samo eno zbrati, jaz bi rekel ZDA. A veste zakaj? Vse to je tako malo cheesy, malo golfij odgovor bi človek rekel. Zaradi tega, ker ZDA so toliko velike, da imaš, mislim, po mojem imaš za cel življenje dosti tam za videti. Ja, ker so zraven še Aljaska, pa Havaji, to so vse združene države, tako da imaš dosti dela za eno življenje. Ja, pa Yellowstone še nisva videla, pa cel vzhoden del. Ja, vem, to se pravim, ogromne so, tako da če bi mogla na eno nazaj, ZDA. Tja greva zihar še. Ok, a si pripravljena za naprej? Sem. V koliko državah mislite, da boste potovala letos, drugače imate full fine in zanimive road tripe? Hvala lepa še. Najprej iskrena hvala za take lepe komentarje. Drugače pa, midva si pač res, odkar se je ta korona kriza začela, si full ne upava preveč planirati vnaprej, kam bova šla, kam pač greva, ker preprosto ne moreš vedeti. Pač mislim, te ukrepi se tako spreminjajo iz dneva v dan, tudi države vsak dan drugače. Tako da pač nočeva biti razočarana, da si nekaj ful splaniraš, pa tja ne moreš iti, ker ne vem, pol te kar srce boli, pa nisi zadovoljen z tisto destinacijo, kaj pol, ne vem, nekako na drugem mestu. Tako da ja, ne vem, kam bova šla. Jaz mislim, da letos, če uspeva speljati tako, kot vsak let, saj ene dva malo daljša potovanja, bo že ful zadovoljna. Pa so pa itak še kakšni te vikend izleti, potovanja ali karkoli pa že, tako da
če bo to, bova zelo zadovoljna. So zelo skromna. Kam točen bova pa šla, bo pa torej JJ povedal. Naj pa vleče srednja? Ja, ful bi rada šla v Srednjo Ameriko. Lani, mislim, ja, že v 2021 so hotela iti, ampak je bila nažalost obvezna karantena, kar si pa pač nisva mogla privoščiti zaradi omejenega števila dni dopusta. Zdaj, če se bo dal, no, ne da bi delal neke predikcije, ampak Kuba, Kostarika, Kolumbija, Panama, nekaj od tega. To bi bilo to. To bi bilo to. No pa gremo naprej. Mesto v Evropi, kamor si najbolj želite iti. Ja, zdaj pač midva sva bila že v res kar velik prestolnicah, pač praktično skoraj vseh. Tako da neke prav ful želje, da bi spet šla tja, nimava, no. Katere kraje bi še enkrat obiskala? Vse. Ja, to se strinjam, to se kar Vsi pa strinjam. želiva iti v eno prestolnico, ki pa oba še nisva bila, pa bi jo res rada videla. Sicer nisem prepričana, če je Evropa, Jaz, ne. ampak recimo, da šteje. In sicer Moskva. Moskva, ja, to po mojem bi bilo wow. To mora biti Zanimivo. res en tak experience čez neki novega, spet en čez drug svet, pa ta socializem pa to. Ali pa po drugi strani mogoče Reykjavik, sicer to ni tako vezano na samo glavno mesto, ampak bolj na celo Islandijo, no, tako da tudi Ja, Islandijo, tudi ne vem, če glih šteje, no, samo to se hotel To reči. moramo tudi našparati. Vse moramo jeti. No, zdaj pa sva, ne? Premikava se na tretjo kategorijo, ki je povezana z najinim YouTube kanalom. In prvo vprašanje je, zakaj ste se odločila za YouTube kanal? Odločila, to je zdaj tako, v bistvu nekako sta dva razloga. Najbolj glavni razlog je, da si je punč želel že od nekdaj pač, da bi YouTube kanal mu. Sicer sem najprej mislil malo bolj gaming delati, pa sem se tudi nekaj lotil, sem se to pojem pustil. Pa sem reč sin mi vprašal, če bi mogoče to delala skupaj, da bi bil to nek skupaj hobi in ona je bila za. Sem pomislila, kaj je tisto, kar najbolj povezuje, valjda potovanja. Tako da iz tega je potem prišla ta ideja in realizacija, da imamo pač travel oziroma potovalni YouTube kanal. Drugi del tega odgovora je pa to, da v bistvu nekako nikoli nisva začela tega YouTube kanala, da bi se s tem ful nekaj profesionalno ukvarjala, ampak je bila res bolj želja po tem, da imaš nek dnevnik, nek tak okno v preteklost. Da ne vem, da lahko čez 10 let pogledam, ko sem se na tem potovanju, da konec koncev tudi, ne vem, najni starši, ko sva nek video, kaj sva doživela, oziroma konec koncev, da tudi svojim otrokom nam lahko enkrat pokazal, ne vem, ko sem ga žural v Las Vegasu ali pa ko so tam neki ful dobre naravne strukture v Kapadoki. V glavu res bolj tako za naju, no. Naslednje vprašanje, koliko časa urejata vloge? No, zdaj v bistvu glavni editor tega kanala je naš Ponč, tako da bo kar on povedal. Zdaj to je majčkeno težko vprašanje, zaradi tega, ker mi dva nekako imava ene 3 tipe video. Eni so tako ali studijski, drugi so vlogi, potovalni vlogi, ki so tako, bomo rekli, kar doterani. Potem so pa še neki te koncept simple vlogov, se pravi nekaj malo bolj enostavnega, nekaj malo bolj na hit skupvrženega, če hočete, čeprav so še zmer kvalitetni, da ne bo pomote. In v bistvu je najbolj odvisen od samega tipa videa. Zdaj za te ta velike vloge, recimo dober primer sta Kapadokija ali pa vožnja z Uralom, s starodobnikom. Za te dva videa sem porabil, mislim, da 25-30 ur, kar je v bistvu ogromen, če tako pomisliš. Zdaj za nek Beograd, ta simple vlog, ne vem, je bilo pa 5 do 10 ur, tako da jaz vam nekako si vodim neko statistiko in približno povprečje je 12 ur na video. Give or take. Plus minus. Koliko zaslužite z YouTubeom? Milijone, a se ne vidi? Zato sva pol tudi pustila službe, pa v bistvu zdaj full time potujeva. Ja, nič nama ne manjka, kaj toliko služim. V glavnem, do tega trenutka sva zaslužila točno 0 evrov. Ja. Zdaj verjetno, ne vem, če veste, no, v bistvu ni kar tako, da ti greš na YouTube, začneš objavljati, pa začneš služiti. V bistvu YouTube ima neke svoje pravila in sicer pravila so, da moraš imeti 1000 naročnikov, zato je tudi ta 1000 naročnikov toliko pomembna meja. In po drugi strani moraš imeti 4000 ur ogledov, kar je noro. V zadnjem letu. V zadnjih 12 mesecih, ja, se pravi, recimo, da si med poletjem nabil ful enih ur,
naslednje poletje se ti bojo vse te ure brisale, tako da ja, je kar challenge. In šele potem, ko izpolnjuješ oba te dva pogoja, lahko daš peticijo YouTubeu, da ti v bistvu začnejo oni izplačevati del v bistvu tega zaslužka, kar oni dobijo od reklam, ki se recimo vrtijo pred videi. Pa še to zdaj, da na te mislili, da so to neki baš denarji, mislim, ne vem, niso še tam, ampak kar se z ostalimi kreatorji izgovarjava, so tako, no, dosti centi, mislim, pač majhen denar, no. Ja, tako da v bistvu, če bi si kdo želel YouTube kanal ustvariti iz tega razloga, da bo pač služil, zelo težko. Mislim, v Sloveniji zelo težko. Ja, se imaš neke Pero Martiče, pa lepe afne, ampak to so čist druge sfere, oni se tudi profesionalno ukvarjajo s tem, to je ena stvar. Druga stvar je pa še tako, morate nekaj uračunati. Se pravi, midva sva rabila zale 2 let, da so prišla do v bistvu tega mejnika, da so lahko dala peticijo YouTubeu. Ampak zdaj računaj, v 2 letih sem midva naredila koliko video? Ene 50, 70, 70. 70. No, 70 videov krat 12 ur, da mi izračunaj, to me pa prav zanima. Se pravi, 70 videov krat povprečno 12 ur na urejanje videa je 840 ur, deljeno 24 je 35 celih dni. Pa to je samo za montažo, brez snemanja. Plus, itak moraš še nekaj za opremo dati, jaz sem GoPro mogel sam kupiti, lučko, ki je za lasejca, sem mogla sama kupiti, tako da je tudi kar neke ene investicije, preden bi sploh začel služiti, tako da mislim, da sem s tem vse odgovorila. No pa še zadnje vprašanje iz te kategorije, najprej čestitke in potem katerega GoPro-ja imaš? Začela sva, ta prvi video sva snemala z GoPro 7, sem je pokvaril, sem dobil novega, ker je bil še v garanciji, mi je šel na živce, sem se jim pritožil in so mi poslali 8-ko kao nadgradno, tako da trenutno vse snemava na GoPro 8. Pa smo prišli še do kategorije vprašanj razno, ker nisva vedela, kam točno bi jih dala. Prvo vprašanje, kaj najraje pijeta? Viski. Ni vprašanja, to je to. Razen, če ste mislili brezalkoholno, potem pa kava. Kava je kar najmanj strupa, ne? Kava. To je kar zanimivo. A bi rajši videla, kako boš umrla ali kdaj boš umrla? Definitivno, kdaj bom umrla. Pač, vse ne vem, če veš, kako boš umrl, pol te je skozi neki strah, recimo, da veš, da boš v prometni nesreči umrl. Pač Bog ne dej, vsakič bi mi bilo strah se v avto vsediti, tako da tega res ne bi rada vedela. Če pa pač vem, kdaj bom umrla, pa v bistvu pač super, vem, do kdaj moram maksimalno uživati, pač recimo, da zdaj zvem, da bom naslednji teden umrla, pač bi do konca izkoristila še ta zadnji teden življenja, ki ga imam. Tako da, kdaj, drugo, kdaj, definitivno kdaj. No pa gremo naprej, kateri je vajen najljubši okus sladoleda? Jaz sem zelo klasičen, vanilija. Jaz bi pa rekla temna čokolada. Čeprav zadnje cajte se ful palim na pestacijo, ampak mora biti dobra pestacija, ni vsaka pestacija dobra. Katera je vajna najljubša žival? Pingvini. Pingvin je tak moj spirit animal. Jaz bi pa rekla koala. V naslednjem življenju koala. Sam spala, bom pa jedla v seksa, to je to. To je to. Katera je vajna najljubša firma avta? Mustang, absolutno. Ford Mustang, to bi bil tak moj nedeljski avto, to bi bilo. Prav, jaz bom imela pa unga družinskega za mame, ne? Unga minivena klasa. Katera je vajna najljubša rastlina? Jaz mislim, da meta, zaradi tega, ker meta je tako ful porabna, lahko delaš čajčke, lahko delaš mojito. Jaz bi pa rekla kaktus, ker praktično nimaš nič dela z njemu, pač malo ga zaliješ enkrat na mesec, pa tudi če pozabiš na umrl. Ja, nič, to je to, pa sva prišla do konca seznama vprašanj. Če imate še kakšno vprašanje, vabljeni, da ga napišete spodaj v komentar, mogoče pa tudi še kdaj kakšen tak Q&A video posnamemo. Ampak ne še videti, malo še par novic za vas. Naslednji teden najin kanal praznuje rojstni dan in to že drugi zapored. 2 leti bova stara. Zdaj unika ste se nama fumi pridružili, mi doma nekako tradicijo, da v bistvu za rojstni dan
objavljava vlog oziroma video, v katerem se spustiva malo v zakulisje tega snemanja in YouTubea in vsega. Kar seveda pomeni, vsi najni taki zoprni trenutki ali pa kako smešni, kako kaj pofejlava. Žiengo, ne žiengo. Žiengo ču pa čeng kidding. Ja, žiengo ču. Žiengo ču in njen mož čeng kin. Žiengo ču. Žiengo ču in čeng Kidding. Znanstvenica Žiengo ču in njen mož... Zdaj mi je šlo v redu. Kako nama kaj ne rata, kiksi, v glavnem vse te behind the scenes scene ponovadi objavlja, da se nama mečkar nasmejite. To je en tak najin daril za najin rojstni dan vam. To je sigurno en najbolj zabavnih videov, ki jih dava ven v celem letu. Tako da res vabljeni, da se naročite na najin YouTube kanal, da ga ne boste zamudili. Je zastonj pa čisto nič ne grize. Zdaj pa všečkajte še tale video, če vam je bil všeč in pa se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau!